Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 127. epizoda Apparatusa, o kateri sem govoril z Eniso Mojzinović, ki dela na odprti kuhinji, tam tudi Social Fura. Se je spoznala nekaj mesecev nazaj, ko sem jaz vodil eno okroglo mizo, sem pa rekel, da mora biti v Apparatusu, pa je pa rekla ja, pa je pa zginila, pa sem ji pa težil in zdaj kle. Tako da naprej začnemo, še enkrat ful hvala vsem, ki podpirate Apparatus. Tako kot sem zadnjič rekel, šalc ni več. Če hočete vedeti, kako je izgledala, pejte na apparatus.si/salca. Sicer ga ste pa lahko še vedno na apparatus.si/podpri. Res ful hvala vsem, ki ste to že naredili, brez vas Apparatusa ne bi bilo več. In pa hvala vsem unim, ki to še boste naredili, ker vsak evro prav pride. To vsakič rečem, ampak je vsakič vedno bolj res, če to ima nek smisel. V glavnem, zdaj pa počas konc introta in Enisa. Jaz sem začel snemati, to gledaš. Moje prvo vprašanje je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Sem Enisa, že tle imam mašila, ali lahko še enkrat. Ne, to zdaj za nalašno pustil. Moje ime je Enisa in v življenju predvsem dosti klikam, visim na netu, včasih še kaj skuham in pojem, šetam psa in to je to, zaenkrat. Kje pa delaš, da bo ljudje vedeli, zakaj si kle? Delam na Enisa Mojzinović SP. Pa si preterc, v bistvu. Ja. V bistvu že dolgo iščem neko to bolj brandy ime za svoje SP in mi je zadnjič kolegica predlagala, da sem lahko prekarna mišmaš. Tako da verjetno gremo v to smer. Ja. Tušej, razumem ta pan. Okay. Do odprte kuhne prideva. Ja, yes. Pač do odprte kuhne odšla. Ampak me zanima, pač kaj si ti kot človek, ki je hodil v šolo počela? Pred kuhno. Pred kuhno. Hodila sem na gimnazijo v Sežano in potem sem bila na filofaksu na andragogiki in upam, da mama tega ne posluša, ker bom spet strla srce, ampak nisem še diplomirala. Čaka, zdaj loviš datum? Ne, sploh nimaš. Ne bom. To je to. Ne, da me ne briga, ampak pač so šle te stvari nekako mimo mene, se mi je life mal drugače obrnil. Okay. Ne, se to fair enough, ampak zdaj je res ta histerija. Ja, vem. Letos je konc sveta za večino folka. Mam sodelavko, ki je zdaj v totalni drami tudi zaradi tega. Ja. Boš počakala na bolonca pa, okay. Bomo videli, ne vem sploh, če bom andragogiko zaključila, mogoče se bom lotila česa drugega ob delu, ampak ne vem, še ne razmišljam toliko o tem. Kaj si pa po faksu počela? Že med faksom sem v bistvu začela delati v eni mali oglaševalski agenciji kot asistentka vodje projektov / urednica spletnih strani in tam se je v bistvu to začelo in zato tudi nisem končala študija. Nisem doma ležala. Ja, to. Ko če mami posluša. Nisem na Metelkovi visela, vsaj ne cel cajt. Ne cel cajt, ja. Ok, pa tako, ker si rekla, da pač tudi urednica spletnih strani. Ja. Ampak to me ful zanima, zato ker pač, a so tebe kaj dal, ali si ti hotela to početi? Jaz sem rabila job in nisem hotela biti hostesa ali pa pač natakarca in hotela sem delati nekaj, pri čemer bi se še kaj novega naučila in se mi je slučajno ponudila priložnost tam preko enega frenda, ko je tam delal že kot oblikovalec in potem se je začelo. Takrat res nisem imela pojma, kaj to pomeni uredništvo spletnih strani, kaj to pomeni CMS sistem, kaj to pomeni nič nisem vedela. Jaz sem dobila samo v roke en tak priročnik, imela sem en kratek workshop z enim accountom in dobila sem pač testno potem zavnašati novičke na eno spletno stran. In potem sem tam ostala kar par let, med drugim, kasneje sem se tudi tam redno zaposlila, zaradi tega, ker pol uredništvo so prevzele druge asistentke, jaz sem pa potem začela, načrtovati spletne strani, usporedno social media razvijati, zaradi tega, ker to je bilo še v tistem času, ko smo morali naročnike prepričevati, zakaj bi oni imeli Facebook in so se vsi temu upirali, ampak ja, to je nekako usporedno potekalo, ker ni bilo takrat še dedicated delovnega mesta za social media ali pa community managerja, za UX osebo, za pač urednika nekih digitalnih vsebin in potem sem jaz to delala usporedno, vsega po malem. No.
No, ampak dejansko, veš, to je, glik zaradi tega sem te hodil vprašati, no, ker dejansko je obstajal ta... Sorry, a malo preskakujem jaz? Ne, to je vse kul. Okay, To je vse cool. In to bom še enkrat zanalaš na odpustu. Zdaj hočem, da vsakič, kad ti interveniraš, ker Enisa je bila brutalno živčna, tom, ker rekel, karkoli boš interveniral, vse bom na odpustu. Ne, zakaj sem te hodil vprašati? Zdaj, ker mi je fajn, ker si pač delala to, tako kot si rekla, veš, ker je bil ta nek obdobje, ko so ljudje pač rekli, ok, spletno stran res rabimo, ne? In pol sa, veš, da je bil tak feeling, ko zdaj imamo spletno stran, ne? Se mi zdi, da je kar nekaj cajta traja, naprej so dojeli, da je sploh treba imeti enega za sajt, da ni to neka, veš, izdelek, ki se ga naredi in potem živi 20 let, ne. Ja, čeprav mi smo delali za take naročnike, ki so bili že zelo zaveščeni o tem in smo delali tudi za tuje trge. Imela sem pač srečo, da sem delala s tako ekipo, ko je razvila svoj custom CMS sistem in je bilo potem uredništvo ful lahko in je to lahko delal nekdo drug kot programer, ne, ker ni bilo nobenega poseganja v kode in tako naprej. Ne. Je pa res, da manjši naročniki, ne, so si predstavljali, ne, da ok, zdaj imamo investiramo v razvoj spletne strani in potem imamo 3 leta mir, ok, mogoče, ne vem, bomo tam pobarvali eno pasico ali pa da nekaj utripa, da se takrat je bilo tako, neki žmiga, da bo bolj videti. Se veš, žalosten, ker to ni šlo še čist stran, ne? Ja, res je. A ni bad to? Res je. Pa ne tako ful, ne zdaj ta posluševanje, žaljenja, veš? Ne, absolutno. Ampak tako res to še ni šlo čist stran. Ljudje še zmeraj mislijo, da je to mogoče vizitka, ker vizitko si naredil na 5 let, ne? Ja, ampak je že ful boljše. To zdaj govorimo o obdobju več kot 10 let nazaj, ne? Ok, ampak povrnete naprej obražati. Boljše, kar se sajtov tiče, to se je strinjam, ne? Pa kaj se je social zraven pripeljal, ne? Kleba tudi ne vem, če že obstaja ta neka zavest, da je to dejansko job. Da če hočeš, da je to dobro narejeno, da mora tam en sedeti, ne? Ja, se tudi pri sajtih, da ne bo pomote, eni naročniki so namesto, da bi zaupali to agenciji, so še vedno rekli, saj imamo tajnico in ona ima dovolj časa, da imamo mi to njo naučiti in bo ona potem usput mal to delala, ne? In isto je zdaj pač tudi za social oziroma za ta community management, ne? Ne samo, da ne bom kaj narobe rekla. Ne samo, da se ne zavedajo tega, da pač to je ful enega znanja in skillov potrebnih, ampak ne znajo tudi ljudje pravilno vrednotiti tega dela. Ne? Ker ti, ko vidiš rezultat, ne vem, neko objavo na Facebooku ali pa slikco na Instagramu, in hočeš, ne vem, 20 objav na mesec, potem naročniki ponovadi reče, kaj se to imaš v 5 minutah narejeno in se ti ne vzame dosti časa, zakaj je potrebno pač te stvari plačati, ampak to so te dnevne borbe. Ampak veš, se mi zdi, da pri sajtu je nekako pol šlo tok naprej, da večina folka približen ve, da ok, to ne moramo dati eno na firmi, ker ima malo manj dela, pa bo on to malo filo. Se je razvil nek tako, da pač nekaj pa le treba tam početi, pa da to je nek skill pa znanje, tako kot si rekla. Se mi zdi, da pri temu social je pa to, veš, jaz imam ful tak občutek, da pri sajtih je bilo tako, stran je bilo treba narediti, to ne zna vsaka, ne, in pa je to, a veš, je bila saj ta teža v zadnji, ker se mi zdi, pri social je pa ta odnos, jaz imam tudi Facebook, jaz tudi to znam, to pač. Pa sej tudi pri sajtih je bilo, ne vem, nečak od sosede v garaži tam neki klika, neki zna sprogramirati, nam bo že on naredil. Tako. Pa čez 5 let vse dol pade, pa meni plačo do mene. Ko pade dol, potem te kličejo. Joj, nekaj se nam je zgodilo. A pa si tako, pa to pa nisem vedel, jaz sem mislil, da si saj tako, kaj že doma, polk si se naučila tam CMS-ja, a si pol to kratala znotraj tistega custom vešča, da si pol lahko preklopila na tudi kaj drugega, veš kaj mislim, si se naučila tega, veš, pač objavljanje na internetu, to je to duši sliš brez veze. Ampak veš, kako zgleda link tudi v HTML-ju, recimo. Veš? Ker, zaradi tega, ker ta CMS je bil tako lepo narejen, da si lahko neke minimalne posege tudi v kodi delal, ne? In to smo imeli nekateri uredniki pač odklenjeno in če si hotel linkat, ne vem, imidž na source ta in ta, si moral pa tam neki, še malo poprčkati, točno tako. In sem, ne vem, to jaz nimam, se ne zavedam, kdaj se je to zgodilo, to se je tako spontano dogajalo usput, ful sem bila radovedna, če kaj nisem znala, sem vprašala te naše programerje, imela sem ful hude kolege, mentorje, tako da
Ta del, se mi zdi, da se ful podcenjuje. Sedaj, koliko sem ga jaz videl, ki po teh cajtengih pa prej na radiju. Veš, da je ta radovednost, da je zdaj to tudi beseda, ampak tako veš, da imaš človeka, ki je pač pripravljen, ki je toliko odprt, da te stvari vse sprejme. Veš, ko se enkrat objavlja na spletni strani, pa imaš folk iz Worda direct copy-paste, ki ne ve, veš, kaj je plain text, pa se to tam nikoli ne nauči, pa lahko to že 3 leta dela. Pa jim ni jasno, da pol luno zraven neko sranje odkode meče, pa jih se pokvar, pa zakaj to pokvarali. Pa. Veš, ampak ta znanje se mi zdi zelo tak neotipljiv, zato ker to niti ni neko ekstra programiranje, ki ni, ne. Veš, ni pa tudi sam zaupajmo računalniku, da bo naredil prav, ne. Mislim, da moraš biti ekstra človek, tako moraš biti malo narejen za to, da te tudi spontano, ali kako si rekla, imaš ponotranješ. Me malo zafrkaviš. Ne, zdaj imam, ampak ne, jaz to resno mislim, zato ker pač, veš, jaz poznam ljudi, ki na neki spletni strani objavljajo jih že po 5 let, ne. Razumeš, pa še zmerno sem kdaj, ki pa ne ve, zakaj se je to zgodilo. Tudi če se je že to 16 zgodilo. Veš, pa da bi enkrat tam le gumbek tam v VCV-gu odprl, pa videl, kako to zgleda. Ja, jaz bi rekel, da je tudi dosti odvisno od tega, na kateri strani delaš, ali na svoji, ali na naročnikovi, in če narediš enkrat napako in dobiš klic od naročnika, da tega si pa ne bomo dovolili, pol boš poskrbel tudi, da naslednjič in nikoli več se to ne bo zgodilo, valjda, ker ne delaš zase, ampak pač delaš za dobro nekoga drugega, kot ti to pač tudi plača in moraš pač delo prav tako, kot je treba. To je pač nek čist simpel. Okay, pa še ena stvar. Pa si rekel, da se je social dodajo. Ja. Pač vsebina, ne, da počasa je na to prijava. Ampak ko me bolj zanima. A imaš ti občutek, pa sprot, ker to itak ne moreš sam enkrat vedeti. A imaš feeling, da imaš neki občutka za ta, tako bi rekel, zeitgeist, kaj je treba objavljati. Pa ne zdaj bomo dali mačke, pa bodo si lajkali, ne govorim toliko o tem, ampak veš, bolj o teh stvareh, tudi glede na naročnika pri straneh, ki je bilo, si dobila pol neko, a veš, ta nek zid sledara, sploh ne kako temu reči, veš, da imaš, ki vidiš eno osebino, to pa valjda damo gor, a veš, na to foro. A to se ti izoblikuje čez cajt, ali je non-stop neko plavanje, pa upanje na najboljš? Ali pa koliko je mešance tega dvojega? Jaz bi rekla v bistvu, da je to ful odvisno od naročnika in njegove, recimo temu, strategije. Ne? Vsak ima neko strategijo, čeprav jo nima mogoče dokumentirano na nekem papirju, ne? Ampak jaz sem vedno... dosti časa sem delala na ta način, da smo morali upoštevati neko splošno brand strategijo nastopa na digitalnih platformah, ki jo je kontroliralo, 5-6 ljudi, preden je sploh zadeva šla online. Ne? Še posebej, če je bil kakšen naročnik iz tujine in potem je to morala potrjevati neka centrala, v Parizu. Ne. In si imel ful malo manevrskega prostora, ne, za pri sami vsebini. Ne. Če so oni rekli, to so bile strategije tudi na letni ravni, in če so oni rekli, v tem letu bomo komunicirali ta 4 glavna sporočila in vmes še neke lokalne vsebine, je bilo potem to, ne, si imel več ali manj stvari zaklenjene in tukaj res nisi mogel kaj dosti čarati. Čeprav so se zavedali, da bi mogoče pomagalo, tudi če bi take vsebine pa ostali predvsem zaradi tega, ker bi se mal približal tej neki svoji ciljni publiki, tudi z drugim kontentom, ampak nek splošen jezik oziroma ton komunikacije brenda to ni dovoljeval in potem je, kar je. Ne. Tam, ki si, ne. Ja, tako da ni bilo prostora za neko kreativo hudo. Ok, pa koliko je pa zdaj fajn, ker to, fajn, to je weird vprašanje, ampak koliko je pa bolj fajn na kakšnih takih zadevah delah, tako kot je odprta kuhna, ne? A veš, kaj je pa, si sklepam, da je strategija, ampak ni pa teh, ne, ni pa 5-letk. Ja, nimam nobenega nad sabo, ko bi mi rekel, ne, to pa zbriši ali pa tega niti slučajno ne. Mislim, valjda sej pazim in vem, kaj ne bom objavljala mačk. Ok, objavljamo pse. To sem jih hodil reči. Psi so, ne. I'm a dog person. Objavljamo pse, to je spet neka spontana fora, pač ful je teh psov na kuhinji, folk pride po službi pač s psom in... Zihar je bil že en weirdo z mačko, to si vemo, ne? Zihar je, ker imaš nepara ljudi v Ljubljani, ki z mačkami hodijo. No, na kuhinji še ni bilo, pa ne vem, kaj bi se tej mački zgodilo, ko pol tam je... Ja. Sorry. Ja, ne vem. Ne, ampak gled, naprej gre, tam tu bolj tako gre začetku s kuhno, ker ta
mene tudi tako malo širš zanima, pa tem pol vprašal to, kar se objavljanja tiče. No. Ampak kaj sploh je odprta kuhna? To vem, da je tako, a še rekel, da bom prav tako to vprašanje postavil. Kaj je odprta kuhna? Pa to ne sprašujem to za ljudi, ki to ne vejo, ne? Ampak tako, kakšen je pit za odprto kuhno? Kaj je to? To je kulinarična tržnica, ki se je začela pred dobrimi 3 leti v Ljubljani na Pogačarjevem trgu in koncept je v bistvu precej enostaven. Na trg pripeljemo restauracije z vseh koncev Slovenije in ljudje pridejo pač kaj finga pojesti in se podružiti. Zdaj tudi delati selfije in instagramirati, ba je, da nisi bil na kuhni, če nisi kaj objavil na Instagramu. Tako da, to je basically to. Ja. Ampak le je res kata na mamo, ne? Ja. Pa z Instagramom, a veš? Ja, ampak je tako, a veš, jaz sem s tabo v bistvu zaradi tega hotel govoriti, ker ti bi mogla biti ful bolj, to zdaj mi zdaj kot kompliment, ne? Ampak ti bi mogla biti ful bolj duši. Ne glede na to, da pač pač kot duš, to je, jaz to besedo ful preveč uporabljam. To je, a veš, kaj imaš ti ljudi, a veš, ljudje, ki rečejo, veš, to v Ameriki imajo ful dobro enega, ki ga jaz ful berem, zmeram reče, da so 2 različne pač variante ljudi na netu, ne, sploh te, ki social delajo, da so ljudje, ki rečejo brand, ne, pa ljudje, ki rečejo brand, ne. Okay, štekam. Jaz se klenem tem aparatu, se ful izogibam tem drugim, ne. Okay. Iskren, pač ti med ta prve spadaš, a ne. Ne, pa mi zdaj res okay, kuhna se je štartala, koliko je bilo tam mišljeno, da bo to, mislim, kakava prezenca na netu? A je to bilo v štartu, se je že vedelo, da se bo to počelo, ali se je to pol zgodilo, ali ne? Ne, to se je res je sicer do mene ni bilo že od vsega začetka tam, vsaj ne v taki obliki, recimo temu tako, ampak ja, že v bistvu s prvim dnem je kuhna imela svoj Facebook page, Twitter profil in Instagram, s tem, da valjda niso bili aktivni toliko, kakor smo se zdaj temu posvetili v zadnjih recimo 2 letih, ne. In se je vedlo, da se pač mora, če je družaben dogodek, da se potem mora ta offline prenesti tudi na online in ni bila zdaj to neka ful premišljena strategija, kaj bomo zdaj mi naredili, ampak smo želeli pač že zaradi tega, ker je hrana pač taka vsebina, ki jo vsi radi fotkajo in objavljamo jo. Je to pač ful prijazen content za te platforme in se je vedlo pač, da se bo šlo v to smer zmeri bolj in zmeri več. Ne. Pa kakšno zelo pa pričakovanja, pa dobro, okay, se ne vem, da nisem toliko na začetku zdrav, ampak veš, v smislu, prvi kuhni se mi to dopade, ker ja, tako ste ful hvaležna osebina, to je res, ne. Ampak v drugi strani je pa tudi tako, da se je pač sploh Instagram nerealno prijel, ampak prijel je zelo napačna beseda, ampak veš, bolj v tem smislu, a se je vedel, da bo to taka stvar ratala. Ker jaz resmo do odprtega, sploh zdaj greja Instagram account, postalo dopustila malo namero. Mislim, jaz nisem še toliko videl, da bi se dogajalo, a veš, mislim, kolikor se na temo accountu. Razen neki ljudje, kar se Slovenije tiče, valjda. Ampak tako, veš, se mi zdi, da je neki, ne vem, tam se je neki zgodil, ki jaz čisto ne razumem, zakaj, pa me bolj tako zanima, a veš, ki ste začeli objavljati, ali pa pol, ki ste, pa ki je to počasi začel rast, pa ki se je razvedala, ne. A se je kaj spremenil tam noter, ki je bilo kar naenkrat toliko naroda, kaj zdaj že 20 ur ljudi tam, pa ne samo zaradi hashtagov, to si skoraj upam reči, ne. A veš, kaj vi tudi nimate hashtag go big or go home, pa te luxury, pa ne, kaj, ne. Te brand ljudje, ne. Brand, tako, okay. Ne, a veš, kakšen je feeling, a veš, na začetku, ki je to, ok, dajmo, pa bomo, pa dajemo na internet, ker moramo na internet dajati, ker je hvaležna osebina. Pa polk je to enkrat prevesil nekaj, ki je v bistvu, vsaj kar se meni tiče, dost temeljna zadeva odprte kuhne, ne online odprte kuhne, ampak odprte kuhne, a veš. Meni se zdi, da so tudi sami obiskovalci in uporabniki v bistvu dosti so odločali pri tem, ne, kaj, ja, valjda, ne, kaj, na kateri platformi se bomo bolj posvetili in kje mora biti večji fokus, ne, in ljudje, tako kot sem prej rekla, pač radi šerajo
ta content, nisem pa prepričana, vem kaj, mogoče je tudi to prispevalo. Mi imamo enega fotografa v ekipi, ko je z nami že od vsega začetka. In on je v bistvu arhitekt in ni bil še profesionalen fotograf. Zdaj po dobrih 3 letih oziroma 4. sezono pa že fotka tudi poroke in druge evente in tako naprej in dela uber awesome fotke. In je res, da je tudi on napredoval in kvaliteta fotografij, ko jih mi objavljamo, se tudi ful pač povečala. Ampak rasel je tudi sam projekt. Ne? Na začetku, prvo sezono, mislim, da je bilo vse skupaj nekih 15-20 stojnic na Pogačarjevem trgu, zdaj jih je že čez 50 in to z vseh koncev Slovenije, od Lendave dol do Strunjana. In bolj kot je projekt rasel, bolj so kvaliteta vsebin rasla, kvaliteta ponudbe in se mi zdi, da je šlo to vse nekako usporedno. Ni pa nekega ključnega trenutka, ko smo mi neki ful zamenjali in da bi potem od tam naprej bil pa nek velik preskok. Je pa šlo eksponentno, je pa šlo tako, v zadnjem letu pa pol je šlo, se ne vidi zdaj. Se ti mu reče hockey stick growth, mislim, da to Američani reče, veš, ko zgleda hokejska palca, prvo malo raste, pa hockey stick growth, Ne, ampak veš, po drugi strani pa tudi tako, veš, jaz ful, zaradi tega, pač jaz sem nikoli nočem podcenjevati tega, ker tako je rastel projekt pač offline, če ne bi bilo te podlage na netu narejene, se tudi to ne bi zgodilo. Veš, če bi vi začeli to loviti šele po 2 letih, ko videlo, mogoče pa to moramo, ne bi bilo istega efekta, kaj je zdaj. Že si skoraj upam reči, v končni. Ja, je pa dejstvo, da tudi se je Odprta kuhna zgodila ravno v tistem času, ko je ta vsebina online ratela tudi full popular. Veš, in smo nekako pač sam zajahali ta trend, nismo si mi tega zmislili, nismo mi teh vsebin spopularizirali, ampak samo izkoristili smo pač to priložnost. Ok, pa tek zdaj greja, pa kaj objavljate? Kaj to pomeni? Kaj sem zdaj vprašal? Sploh ne vem, kaj sem vprašal, ampak kaj objavljate? Veš kaj, mislim, jaz ne vem, kako, to sem full tudi grunto, tako kaj prej, kaj je Odprta kuhna, ampak kaj, a veš, pse, okej. Ja, to je pač usporeden košček. Ne, ampak a veš, kaj je, okej, petek je, ti si tam, kako točno to zgleda? Ker ta del mene zanima. Ja, objavljamo ponudbo naših gostinskih ponudnikov in jih probamo, se trudimo, da so zastopani čim bolj enakomerno. Res je, da potem ne morem jaz v enem petku objaviti v tistih 12 urah, kolikor traja dogodek, recimo ne morem objaviti 50 fotk, da predstavim vse. Če bi bila duši bih, ampak okej. Ne bo. Tako da kako zgleda dan? Jaz zjutraj, ko še ni neke take velike gužve in ko je vse še tako, ko so vsi naštimani in preštimani in ready, steady, go. Jaz grem s fotičem okrog, pofotkam, kar mislim, da mi bo tisti dan prišlo prav. Potem si to... Sorry. Kaj to pomeni? Veš, kaj pomeni, kar ti misliš, da ti bo prišlo prav? Veš, ta del mene zanima. Jaz vem, da je to da je zelo organsko, to mi je ful jasno. Ja. Ampak ta proces me res zanima. A veš, kaj ti kako hodiš, na kaj paziš ali pač na kaj si pozorna? Pazim na to, da ujamem recimo neke jedi, ki so tisti dan nove, ko jih do zdaj še ni bilo v ponudbi, da pohvatam tiste ponudnike, ki so recimo manjkali 2-krat, pa so se zdaj spet vrnili. Ne vem, kakšna nova pijača, ali pa če kdo preuredi stojnico, ali pa če pripeljejo kakšnega novega v ekipo. Vse, kar je tako nekaj zanimivega, da ni spet neka ponavljajoča se vsebina od prej. Pazim tudi na to, seveda, da ujamem še kakšno fotko jedi, ki je full popular in ko vem, da tisti dan bo pač full hit. To so razne te lepe tortice, palačinkice in to, kar ob čemer pač folk pol dodaja vse te hashtage. Ja. Ampak je pa res, da to je samo en košček celega dela, ker jaz ne morem si naložiti pač fotke zjutraj in pol imam cel dan mir, ampak to naredim pač samo, to je samo en del. Potem čez dan se pa še marsikaj zgodi, tako da pol pač se potrudim čim bolj pokrit in da še zmeri ne buzeriram folka s prevelikim številom objavno. Tako. Se mi zdi, da tako recimo 1 na uro ajde. Še nekaj gre skozi. Ja. Čeprav na Twitterju delam to še manj.
Ja. Čeprav glih na Twitterju je dosto vsejem, ker tam gre najhitreje mem, veš. Sem jaz pogrunil, tam na Twitterju je zelo tako, veš, čim ti slediš 200 ljudem, 300 ljudem, je lahko enkrat na 10 minut objaviš, pa bo en človek 3 video v dan mogoče. Ja, samo vse se ne gre samo za to, da nekdo nekaj vidi, ampak kako ljudje reagirajo na te vsebine. Ne? In se mi zdi pač, da na Twitterju mi ni treba se tako matrati, upam, da me ne bo kdo narobe razumel. Ampak nam je Instagram publika in potem Facebook zatem so nam dosti bolj hvaležni za ta content in ful bolj odreagirajo kot Twitteraši. Ne? Ja, se pravi, Instagram je za to narejen. Ja. Pa se vsakmu svoje, ali kaj, mislim, ne vem. Ne, hvala Bogu, to nisem več slabega, tako, pač valjda, ja, mislim, to je pa res. Kaj pa to zdaj, če bo Instagram, to veš, kaj bojo šli na ono, ker ne bo več kronološko? Ja. Mislim, ne vem, kaj ni, let's see what happens. Se zgodili točno. Res si ne predstavljam, kako po kakšnem ključu in verjetno tudi noben ne bo vedel, po kakšnem ključu se bojo zdaj te vsebine prikazovale. Vsi bojo mislili, da vejo. Bomo videli, mislim, jaz se ne obremenjujem, kaj preveč s tem, pač mi bomo delali še naprej tako, kot smo, valjda pol neki prilagodišče je potrebno, ampak let's see. Kako izgledalo v končni fazi. Pa se po moje, če je dosti velik account, realno gledam, se mi zdi, da se to ne bi smeli dosti poznati. Me pa tudi mene ful zanima, ker meni v bistvu to, prvo sem bil ful jezen, pa zdaj vidim, da tako, ker na eni točki slediš večjim ljudem, mogoče fajn, da ti on tudi reče, ta je bila pa res v redu, pa je bila glih pol ure po temu, ko si ti za prvo app objavljena, da je pogledajo, ne da ti obupaš nad scrollanjem. Mislim, tega postopka smo se itak že navadili, ko urejamo Facebook strani, in smo sprejeli dejstvo, da pač ne glede na to, koliko se ti potrudiš za kakšno objavo ali pa v katerem času dneva jo objaviš ali pa kaj narediš, enkrat pač objaviš tortico in je full riča, drugič pač ne. In smo se mi zdi že od tam navadili, da tako je življenje. Mislim, sej z nekimi posegi se da tudi to mal urejati in zmanipulirati, ampak ne vem, se pravim, ne obremenjujem se preveč s tem, ne delam tega zato, da dobim čim več lajkov. Mislim, lušno je imeti velik rič in lepe številke, ampak ni pa to na prvem mestu. Ja, pa jaz mislim, da tam hitro posilja narata. Tam se pa tudi, mislim, da se hitro vidi, sploh, ko začneš loviti, pa polk te enkrat nagradi algoritem, da ime še enkrat, pa je pol treba nekaj objaviti. To se hitro pozna, zdaj sem dosti isti, ko objavljam za šiht. Je dosti tako, Lepo pa že prej, ko si rekli, noben mi ne reče, tega pa ne bomo objavljali. Pa je ta hrana, pa to ne. Ampak veš kaj, tako me bolj zanima, a preseb še najdeš, a veš to sem pa, ta je pa res toliko drugačna, da se jo splača objaviti. Kaj je ta 17. četrtica, veš kaj misliš? Pa to je res tako, zdaj greva tako, ti, ko to delaš, veš, pač to na eni točki je to še zmeraj šiht, še zmeraj obrgo, ker se mogoče na prvo žogo fajn sliš objavlja na Instagramu, odlično, ampak tako, ta grind me zanima, a veš, a imaš še zmeraj ta, tako kot si prej rekla, kad pazaš, pa je tako, da je, a veš, da ti je cool ta content tako delati, ne, če sem dobro to vprašal. Si. Okay. Toliko različne ponudbe je tam, da jaz v resnici sploh nisem še uspela prav na tržnici vsega probati, tako da sem šla do restauracij v vseh teh 3 letih valjda, ampak je res toliko enega kontenta, da bi res moralo se nekaj čudnega zgoditi, da en dan pridem v petek tja in da rečem, joj, res nimam kaj za početi danes, tako kaj ne dam gor. Mislim, to je dober feeling, veš, kaj pa lahko vsakič gre, veš, to ni, mislim, da jaz se ful zavedam, tudi klek sem na mladini, ali prej, ker sem ne rešil delo, ker imaš dejansko to content, pa dejansko je dober content, da ti nikoli ni, meni se smilijo oni, ki morajo to delati za nekaj, kjer ni tega, ker ni to ali to hvaležen content, ali pa to dober. Se zdi, da tam je še, tam lahko weird rata za glavo človeka. Mislim, vsi smo razmišljali tudi v tej smeri, kaj če se zgodi nek trenutek, ko bo tudi ljudem ratalo ali pa nam ratalo to dolgočasno, in kako lahko v bistvu te vsebine še nadgradimo. In ideja je valjda ful, mislim, se tam imaš tudi ful zanimivih ljudi,
od kuharjev in ekip, ki tam delajo, do obiskovalcev, do nekih teh okoliških ljudi, tako da ni nujno, da bomo ostali samo na hrani. Mislim, zdaj to bomo letos zagotovo nadgradili, bomo videli, kako bo šlo in potem bomo mogoče še usporedno to furali. Ja, Snapchat. Ne, se dava pogovarjati. Sem ste gor zdaj. Smo. Zdaj, ne. Zgodilo se je prej, ker sem jaz mislila, da se bo. Malo sva se spoprijateljila, silom prilike, ampak še vedno mislim, in to zdaj delamo na tem, da v bistvu bi mal drugače to zapeljali, da ne bi na Snapchatu zdaj furali istih vsebin, kot jih furamo na Instagramu, zdaj fotke neke hrane, ne? Ampak da bi mogoče ponudili svojim kolegom, friendom in mogoče njihovim otrokom, najstnikom, da vsak petek naredi nekdo en tak takeover, ne? In da potem za par ur pride na kuhno in da v bistvu obiskovalcem potem kažemo tudi iz enega drugega zornega kota, ker sigurno bo nekdo neki drugega delal, kot bi jaz. Ne? Ja, valjda. Okay. Ja. Snapchat. Ja, to bi ga razumel. Ja. Letci. Ja, vsi ga bomo mogli, ne, točki. Zdaj se že štekamo, ampak ni pa to zaenkrat še haj. Ja, sam ni pa za ignorirati več. Ne? Absolutno ne. In to zadnje pol leta se je to zgodilo. Prej je bilo tako, who cares, recimo. Pa se spomniš, ko smo se pogovarjali zadnjič, ko smo bili v Portorožu, takrat sem bila še tako, dej, ne, no, a res, a je treba in tako naprej, pa dajmo še malo počakati, ampak v resnici pol vidiš, da ne smeš kaj preveč čakati, ker vseeno nočeš zamuditi tega nekega momenta. Zdaj sem videla, da že organizirajo neke, kaj je bilo v tehnološkem parku, kaj že Snapchat for business. Snapchat trainer je prišel iz Poljske ali nekaj. Ja, pa imaš tudi, kaj je že ta naš kaj ne, on ta en reper, on je pa Snapchat influencer. Okay, Tako da tudi to, veš, očitno se dogaja že v tej smeri, da verjamem, da izobraževanja so potrebna za ljudi, ki pač želijo to razumeti, ne, in vse prav. Ampak mene iz tega vidika, glih iz tega vidika mi je Snapchat vrhunski, ne, kjer ima zelo malo statistike v bistvu, ne. Ja, res. Vse zgine, ne. A veš, realno gledano, vse zgine, ne. In kako točno bodo te velike firme to sprejeli, jaz komi čakam. Zato je meni Snapchat vrhunski. Ja. Ker pač primorani bojo malo drugače gledati na to, in če do zdaj niso razumeli, da ti uspešnosti enega profila ali pa komunikacije ne moreš meriti v številkah in koliko lajkov je dobila neka fotka ali pa koliko, ne vem, všečkov ali pa retweetov si dobil. Zdaj, ko ne boš številk, se bojo pač morali sporjazniti in ko ne bojo imeli insightov za nazaj. Se točno to? Lej, tako je, pač sprejmi to minljivost in... Jaz to komi čakam, imam dosti tega vse. To zna biti zanimivo, biti zanimivo. Jaz upam, da ful zadeva. Ampak upam, da se bojo ljudje končno začeli malo zabavati, veš, da ne bo, ker na Snapchatu vseeno ni tako, mislim, je platforma, na kateri ti ni treba biti tako uštogljen, ne vem, kako se to reče, veš, da ni treba biti tako stiv, ampak je lahko malo bolj zato, ker je ta minljivost, to je dejansko važen. Pa ne samo zaradi nagih slik, ker to vsak pol reče, za nage slike. Za nage slike. Ampak ne, to je ful, meni ta minljivost, to je, kar se mene tiče, ful pomembna zadeva. Sploh na netu. Sploh je kar nervozen rad, tako so temu pogovarjali. Bova še kakšno rekla na to temo. Pa še to mi povej, ker si rekla, da je pač odprta kuhna rasla, zdaj ni samo v Ljubljani. Ja, res je. Pol to pomeni, da ti še malo boš imela cel teden, samo to. Ja, ne, ker tudi naši gostinci ne morejo imeti cel teden sam to, ne. Lani smo šli prvič v Celje in v Koper in je bilo ful fajn in letos tudi s tem nadaljujemo in ravno to sredo gremo prvič v Novo Gorico, enkrat smo bili vmes v Slovenj Gradcu in to je to zaenkrat. Upam, če me moj šef posluša, dosti je bilo se hecam. Mislim, je logistično je ful naporno in za nas in za restauracije, ne, organizacijsko je tle ful enega dela v zadnji, ne. Meni je ful fani, ko potem pride moji frendi ali pa pač familija na kuhno v petek in reče, kako imate vi fajn službo, tle pridete v petek, nekaj fajn pojeste, se družite, spiješ eno pivo, tle daš nekaj na Instagram in je to. Kaj pa delate čez teden?
Ja, ker ni treba nič skoordinirati, da kdo pride pa postavi, to je vse džabe. Ne, to se samo naredi. A so se tako gostinci zdaj že navadili, a se je izoblikoval ta nek proces, vejo, da rab kombi imeti takrat toliko prepeljati, koliko prepeljati. Se je to zdaj že folk malo navadoval do teh Ja, itak. Mislim, brez tega sploh ne bi bil kaos. Ja. Imamo sistem, ki deluje, s katerim so vsi seznanjeni, pravila, ki se jih vsi držimo, zaradi tega, ker pri takem številu ljudi, če nimaš vsega po špagici, pač se razpade, ne, vse in absolutno, pač to so z vsemi, tudi z vsakim, ko pride na novo, pač greš čez en tak mini trening. Ja. Da ve, ampak tako, ker se mi zdi, tu se rekla 50 stojnic, to ne prije 7 ljudi z 2 avti, pač, ne. Yes. Ja, točno to je. Kaj pa pol ti osebno, ne? Je to, za kar se sociala tiče. Ja. Koga hoče sploh uporabljati? Če bi imela čas, bi ga malo več. Ja. Sej imam povsod profile, ampak tako sem malo bolj temu privaten človek, pa nimam pod svojim imenom ničesar, ne, in imam to res za frende, za zajebancijo. Ja. To sem videl, ko sem te googlil, to se kripi slišal, sem mogel, ne, prekovati na cele. Ja, to je lahko vrhunsko. Ja. Po mojem največji slovenski Instagram account, eden od večjih, pa tako privat, pa tako čri. Ampak ne, se je fair enough, zdaj jaz to čištekam. Ker se mi zdi, da imam pač to neko mejo in tudi ne šeram dosti, pika. Hvala, ker si sploh prišla, hvala. Zakaj misliš, da sem se toliko izogibala temu? Ja. Ampak ti ni ratalo. Če si me stokal tam po kuhinji. Ja, sem dejansko prišel. To sem združil, ko sem šel z Valiča snemat, sem ti prišel držiti direkt, ker človek živi v centru. S tem je herc tako malo preskočil. Sem že mislila, da bo šlo mimo. Ne bo, ne gre. Jaz sem že Tomič, ne gre mimo. Tako je življenje. Ja, zdaj to vem. Zdaj mi je malo bolj jasno. To se sliši, da ljudem morim. Ja, lej. Če ne boš zbrisal unga, kar sem na začetku povedala. Vse bo, tudi to bo noter. Zdaj greva pa greva, da boš saj to povedala, tvoja strojna in programska oprema, se reče temu delu aparatusa. Ja, smo že tam preživela, si prvi del, se temu reče. Kaj pa telefon, pa računalnik, pa tablica, to povej. Imam MacBook Proja. Aha, 15, 13 sklepam. 15. Ja. Okay, lepa. Imam iPhone 5S in imam enega iPada, trojko se mi zdi, tako podedovanga od šefa. In to je to. Televizijo imam doma, ne vem, a to šteje. Ne, to ne šteje. Okay. iPada ne uporabljaš, kaj si to rekla? iPada imam, veš kaj, da lahko priklopim ga na zvočnike, veš, da mi ni treba pol telefona priklapljati ali pa kompa, tako za iMusic. Pa na kuhinji ga tudi v bistvu uporabljamo. Ne uporabljam ga pa toliko. To mi skoraj vsak reče, tako veš, kako redki mi rečejo, da iPad pa moj bog. Ni mi neki useful tool, včasih sem full Angry Birds igrala, to je pa to. In pol je to, ja. Dobro, ok, pa dej na telefonu gre 5 aplikacij, ki jih najbolj uporabljaš. A sam 5? Ja, lahko jih več. Ok, če ne štejem recimo vseh teh social media aplikacij, ne? Ja, ok, greva reči pri tebi, da to se ve, ne? Pač Instagram, Facebook, pa Twitter se ve. Sklepam, da za Twitter imaš official client, ne? Ja, mislim, imam pol še fuljenih teh aplikacij za urejanje fotografij. Kot na primer? VSCO največ uporabljam. Okay. Ja. Clipping za spremljanje objav, Hootsuite za pač tudi urejanje. Pol imam Clear za seznamčke in reminderje, spletno banko. Pred kratkim sem se začela učiti italijanščino, tako da imam Duolingo, Rain Alarm zaradi dežja v centru, pa Dars Traffic. Untapped, da se pofočkam, katero pivo pijem, fotoreceiver od Fujija za prenašanje pač fotk na telefon, Drive, to je pa to, tako. Recimo, kaj to pa že Clear uporabljaš, to pa že dolgo nisem slišal.
Clear že v bistvu od vsega začetka. Okay, ful mi je useful. Imam pa noter od tega, kaj je treba v štacuni kupiti, do tega, ne vem, katere obveznosti imam, do ne vem, kaj imamo za kuhno, za narediti. Pa zdaj ima pač tudi alarmček za vsako stvar. To ne uporablja. Ne, se ti tudi so pa Wunderlist, pa to, ampak Klera že dolgo nisem, ki je ful lep, no. Klera ful je simpel, pa lep je, ne, pa zaradi tega. Ja. Tako res, že kar tako, po mojem, neki cajta nisem slišal, da veš, folk dejansko, se mi zdi, da folk premalo porablja te, kdaj treba kaj narediti, vključno z mano. Jaz brez tega ne preživim. Ker se ne zapomniš več. Ja, ni šans. Pa WhatsApp, valjda, pa še Zem, ajde. To vsi rečejo, meni ga ne uporablja. Kolikrat si še Zem pognala v zadnjem mesecu? Fulkrat zaradi tega, ker pač moramo delati, vsak teden moram malo updatati tudi playlisto za kuhno in pol, ko poslušam, ne vem. Kaj kaj dobrega? Ja, to predvsem, ne vem, na Valu 202, pa Terminalu, pa Študentu, če kaj slišim, kaj je fajnega, pol valjda pa že zemem, če ne vem, kaj je. Ful mi je useful, ker pol imam tege shranjene, pridem v office, dodam. In pa veš, lepa. Tako, useful mi je res. Kaj pa rekla, kaj pa fotkič, kjer je to skoraj redko ampak si rekla Fuji, pa je nek Fuji, kaj s tem slikam? Ja, Fuji imam fotoaparat in pol ima en tak... A imaš noter uno kartico, ki je Wi-Fi, pa se pol direkt Wi-Fi, ne, ali kaj že tiste? Ja, in aplikacija je za iPhone. Ali ti to dela, tako je, komod? Mislim, je simpel ali ne? Ker sem slišal same grozne stvari o takih stvarih. Ja, mislim, na začetku mi je bilo malo tako, res UX katastrofa, ker je ful enih korakov treba narediti zdaj, da ti zadaneš, v katerem momentu se ona dva poštekasta in da se potem to prenese. Ampak na terenu nimam druge izbire, ne moram leteti domov in prenašati fotk na komp in iz kompa na telefon ali kakorkoli. In mi to ful prav pride. In še pomanjša fotke toliko, da niso tako težke, ne, v bistvu, da bi za web. Ja, to je dosti zanimivo, ker pač objavljaš, a veš, kaj toliko objavljaš pač na Instagramu, kako spraviti normalne slike gor, ne. Ja, mislim, tu sem se lotila letos, ne, da ne bo pomote. Nisem profesionalen fotograf in tega fotiča tudi nimam tako zdaj ful dolgo, ampak se mi je zdelo pa pametno, da se lotimo pač objavljati boljše fotke tudi z eventa samega, da niso samo z telefona, ker se mi zdi, da potem nekako lepše zaokrožiš celo to zgodbo, vsaj vizualno. Kjer pa je fotkič, kaj? Fuji kaj? Fuji neki... Ali lahko odprem to? Lahko odpreš. Toliko tem. Zdaj je vzela fotoaparat. To tudi nam rezal za nalaž, zdaj je odprla torbo. Zdaj je awkward, zdaj si že nadvozna, po moje. XM1. Okay. Ja. Ga bom najdel na netu. Ja, super igrača je. Sem si pa glih prejšnji teden kupila še drugi objektiv, ko dela malo lepše fotke, malo bolj oštre in ko lahko pol slele vse lepo zabluramo, zadja in tako naprej. Glih tako v bistvu za te scene. Hrana, neke statične objekte in tako. Zato mi pride prav. Moram si pa še marsikaj naučiti. Fotke, če jaz še nikoli nisem lotil. Good luck with that, yo. Zadnje vprašanje, ki je vedno isto. Če bi mogla zbrati eno fizično stvar, ki ni človek, ampak je stvar, ki je bila narejena zate. Fizična stvar, ki ni človek, ampak je stvar. Ja, to zmeram, to sem na začetku enkrat rekel in zato moram ponoviti. Okay. To je kot OCD. Ki misliš, da je bila narejena zate, lahko še imaš, lahko nimaš več, kaj bi to bilo? Ful sem razmišljala o tem, ko sem poslušala te tvoje podcaste in ena stvar mi je prišla na misel in pol sem mislila tako, mogoče malo brez veze, ampak ne, a veš kaj je oklagija? Ne veš. To je ena taka ful podolgovat valjar, ko zgleda kot recimo ročka od metle, lesena in s tem se valja jufka za burek. In jaz, ko sem bila, ampak to me je res zaznamovalo. Nisem vedel, kam greva zdaj. Valjar, ne vem, kako se to reče po slovensko, ampak po bosansko je pač oklagija. In ko sem bila še v osnovni šoli, po mojem nek 6. 7. razred, sem se z mamo učila pač
valjati testo za juvko in resturam še zmeraj. Okay. Tako, sam toliko. Fair enough. Okay. Res nisem vedel, kam gledam, ampak super. Drugače je bila glihar v aparatusu, to je to. Najlepša hvala. Ne. Prosim, lepo, hvala tebi. Ja, reč adijo. Adijo. To je bila 127. epizoda Aparatusa. Nisa valjda Twita, Instagrama, če se temu tako reče, in Facebooka, temu se definitivno tako ne reče, za odprto kuhno. Je pa tudi na Twitterju kot Afna Gunci, GUNCI, tako da že spet lahko ponovimo vajo, tako ko vsakeč rečem, dajte kaj tweetan, rečete, ti si pa bila v Aparatusu in si na Twitterju ali pa nekaj tazga. Oglavnom, jaz sem na Twitterju AFNANZT, tako da mi lahko tam težite. Če tole poslušate v iTunesih oziroma na iPhoneu, po Apple Podcast, nam dajte oceno, ful pomaga, ker še kdo to najde. Sicer pa so na aparatus.si še ostali podcasti. Jaz recimo delam še Glave s pižamo, kjer se zdaj o Game of Thrones pogovarjamo in o filmih pa take zadeve. Z Boštjanom Nagvarjem delam Podrobnosti, kjer se pogovarjajo z različnimi ljudmi, in pa z Tilno Mrtačom delam podcast Opazovalnica, kjer se pogovarjava o Star Treku in pa angliškemu The Office. Še enkrat ful hvala vsem, ki ste podprli Aparatus, spomnim, ki ga boste. To naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri. Brez vas Aparatus ne bi več obstajal, to fiks lahko rečem. To je do naslednjič to. Hvala, ki ste poslušali. Adijo.